Spoštovane inženirke, spoštovani inženirji, spoštovani predsednik Inženirske zbornice Slovenije, gospod Črtomir Remec, spoštovani visoki gostje in tudi gospodarstveniki. Državni svet Republike Slovenije ali, kot mu radi rečemo, drugi dom slovenskega parlamenta je inštitucija, ki se dobro zaveda pomena znanja in kompetenc za razvoj naše države in njeno konkurenčno prednost v tem izrazito tekmovalnem globalnem svetu. Prav zato sem res počaščen, da vas lahko pozdravim in nagovorim kot predsednik Državnega sveta na prvem slovenskem inženirskem dnevu. Velik izumitelj in znanstvenik, predvsem pa velik človek, Nikola Tesla, je med drugim izjavil, da je od vseh zaviralcev, ki najbolj upočasnjujejo človeški napredek, najhujša nevednost. Zakaj to uvodoma izpostavljam? Preprosto, ker so prav znanje in na znanju pridobljene kompetence gibalo razvoja in ker mora Slovenija, če želi in je dovolj motivirana za tekmo s svetom v najhujših in najtežjih disciplinah oziroma panogah, to prednostno negovati in spodbujati že na ravni izobraževalnega sistema. Na področju inženirstva pa smo Slovenci velesila. Za naše inženirje se puli ves širni svet, kako pa je doma? Smo res naredili kot država vse, da bi bile inženirke in inženirji pošteno nagrajeni za svoje delo, da bi svoje zgaranjem, z entuziazmom, izmrljivostjo pridobljeno znanje dali na razpolago Sloveniji in slovenskemu gospodarstvu? Bojim se, da smo še vedno kljub naporu storili premalo. Po podatkih Eurostata se število znanstvenikov in inženirjev v Evropski uniji povečuje, približno 4% na leto. Evropska unija ima dobrih 17 milijonov znanstvenikov in inženirjev, kar pomeni 23% zaposlenih v znanosti in tehnologiji, še sporoča Eurostat. V Sloveniji imamo dobrih 76 tisoč znanstvenikov in inženirjev in danes z njimi praznujemo prvi slovenski inženirski dan, ki letos poteka pod vodilom prepoznavanja doprinosa inženirjev k dobrobiti celotne družbe. Koliko zaslug imate pri tem sami inženirji, ne rabi dodatne razlage. Bi pa želel med vsemi prizadevanji izpostaviti odmevnost projekta in inženirke in inženirji bomo. Navduševanje in spodbujanje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost je vse bolj nalezljivo. Rezultati se kažejo v povišanem interesu za tehnične in naravoslovne poklice, kar me osebno izjemno veseli. Inženirska zbornica Slovenije pri tem igra pomembno vlogo. Spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti ste poleg dvigovanja strokovnosti in odgovornosti namenili največ pozornosti in ves strateški razmislek za prihodnost. Danes smo priča izjemni multidisciplinarnosti na vseh nivojih družbenega kolesja. Le-ta pa zahteva visoko strokovnost, odlično usposobljenost in predvsem učinkovito sodelovanje. Vaša zbornica to zna in zmore, zato mi dovolite, da vam kot reprezentativni organizaciji čestitam za številne sinergije, ki jih uspešno vzpostavljate, razvijate in vzdržujete. Želim si, da bi tudi politika v najširšem pomenu te besede storila več za dvig družbenega ugleda inženirskih strok, za prepoznavnost aktivnosti inženirske zbornice ter z odgovornostjo vplivala na sprejemanje dobre zakonodaje z teh področij. Pri tem moramo biti odprti za mnenja ne le stroke, temveč tudi gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij, študentov, zlasti tehničnih in naravoslovnih fakultet, ter uveljavljenih, prepoznavnih in prodornih ustvarjalcev inženirskega pedigreja. Le skupaj smo lahko močnejši. Dejstvo je, da so razvojno prebojne in inovativne le države, ki podpirajo močne raziskovalne programe in tako krepijo lastno znanje in lastno gospodarsko iniciativo. Zato pa potrebujemo tesno sodelovanje med raziskovalno, akademsko, ekonomsko in na koncu politično sfero. Kar pomeni, da moramo bistveno povečati število inženirjev na vodilnih mestih v gospodarstvu, pa tudi v politiki, gospe in gospodje. Imeti sogovornika, ki razume, predstavi in zagovarja strokovna stališča na najvišjem nivoju, je dodana vrednost in to slovenska politika nujno potrebuje.
Današnji dan, Svetovni dan inženirjev, je odlična priložnost, da to bolje in glasneje ozavestimo. Vsak pri sebi in vsi za vse. Konec koncev, našo skupno rast v veliki meri poganjate prav vi, inženirke in inženirji. Želim vam prijetno, predvsem pa delovno praznovanje, se boste v nadaljevanju razpravljali o številnih strokovnih izzivih po posameznih sekcijah. In gospe in gospodje, preden zapustim ta govorniški oder, želim izpostaviti, da se v Državnem svetu zelo dobro zavedamo, da ste vi temelj slovenskega tehnološkega razvoja, da je ta temelj naše ekonomije prihodnosti in ta ekonomija prihodnosti je temelj, na kateri gradimo standard državljank in državljanov. Brez advokature znanja v politiki ne bomo prišli daleč. Izkušnje iz preteklosti so dovolj zgovorne. Začeli smo z boljše pozicije kot nekatere srednjeevropske države, ki nas vztrajno, ampak res prehitevajo. Mogoče je čas, da se vsi skupaj zamislimo in damo znanju malo več glasu, malo več političnega prostora in seveda veliko več sposobnosti odločanja. Jaz vam želim uspešno delo še naprej in še enkrat čestitke ob vašem in našem prazniku. Hvala.